zakaj se pripravlja kitajska medicina? Je bilo vse tako, pač ta dogodek, sinova smrt je dalo vedeti, da je treba za zdravje bolj skrbeti in si rekla, jaz bom pa zdaj naprej naredila vse za preventivo, ne? Ker vemo, da kitajska medicina dosti na preventivi dela. Ali odkje se je tu napolnilo, da pač ustrajaš s tem? Jaz imam neko povezavo s Kitajsko, to definitivno, zato ker jaz vse, kar je kitajsko, mi je bilo vedno všeč. Poleg tega pa najbolj to njihovo znanje o naravnem zdravljenju, o naravi, kako so povezani z naravo, kako spoštujejo naravo. Vse to me je vedno zanimalo, ne? In ni čudno, da sem potem jaz bila na nekem seminarju v Frankfurtu in tam je nekdo dal informacijo o tem, da obstoja neko podjetje na Hrvaškem, on je bil Hrvat, in je rekel, veš kaj, pri nas pa imamo zdaj podjetje, ful dobro deluje, to so bioaktivni dodatki, narejeni po starodavnih kitajskih recepturah, tudi lahko jih testiraš preko nekega aparata, ruskega, in lahko te povežem z rusko zdravnico in se boš menila. Meni je kliknilo takole, takoj sem vedela in naslednji dan, ko sem šla v Ljubljano, sem šla takoj v Zagreb, se dogovorila in potem v Ljubljani delala predstavitve, vozila ljudi v Zagreb, ki so imeli kakršnekoli težave. Ja, bil je to poliv Gregatova bolezen. Zato, ker jaz sem rekla, če njemu nisem mogla pomagati, mogoče bom pomagala, če samo enemu pomagam, bom vesela. To je bil poliv, to si dobro povedal, se bi jaz pozabila. In potem sem peljala rakave bolnike s takimi in drugačnimi problemi in jih je ona testirala in je videla, zakaj gre takoj, in mene tudi ta aparat me je potegnil in sem rekla, to bi pa jaz delala. In recimo peljala sem tudi punco, ki je imela multiplo sklerozo. Sam zato, da vem, a to res deluje, ker jaz ne morem delati nekaj, kar nisem 100% sigurna, da vem, da to informacijo lahko naprej delim, ali imam svoje lastne izkušnje ali izkušnje kakršnekoli. No in potem jasno sem to tudi v Ljubljani uvedla, bila sem druga v Sloveniji, ki je imela ta aparat, in pa tudi produkte sem dobivala iz Hrvaške, ampak kako? Jaz sem jih mogla švercati. 2-krat na teden sem hodila v Zagreb in po 3000, najmanj $3000 sem vedno imela robe. In vedno, kadar sem prišla pred mejo, sem rekla, Bog, ti veš, da jaz delam dober del. Ti veš, da ljudje rabijo te produkte. Prosim, pomagaj mi, da bom šla čez. Vedno je bilo tako. In sem šla vedno. 3 leta pa pol. 2-krat na teden. Potem je pa enkrat se zgodilo, da so imeli pa neko višjo inšpekcijo je prišla in jasno so pa videli, so pa pregledali avto, ker jaz sem vedno sem se znajdla vedno, kadar sem prišla na mejo, sem se takoj zapičila v pogovor s carinikom, da sem mu usmerila pozornost, da ni pogledal avto, ne. No, in potem pač se je zgodilo, da so mi robo vzeli in smo šli noter in so vse popisali, kaj imam, ne. Ampak nekako sem najdla nek stik, niso bili, kako bi rekla, vedeli so, da pač večina ljudi je tudi švercala robo, tako da nisem bila jaz edina. In potem so me spraševali, pa kaj je to, sem delala prezentacijo in tisti čas, ko so oni vse to popisovali in sem tudi kazen mogla plačati. No, potem sem pa jaz na kitajsko firmo naslovila e-mail in pismo, da zdaj pa konc. Zdaj pa jaz tega ne morem več početi, jaz sem na črni listi in prosim, da pride v Slovenijo. 1 leto in pol je bilo to, da sem jaz uspela. 1 leto in pol sem hodila po vseh njihovih predstavništvih v Evropi. Mi še nismo bili v Evropski uniji takrat in oni so, mislim, da čakali, ker je bil tik pred tem, da se to zgodi. In povedala, kaj se dogaja, vse zakone slovenske jim prevedla, da so videli, da Slovenija ni, ker so rekli, kaj to je ena majhna vas.
ne, Slovenija. Ja, Niso, valjda. tudi slučajno niso razmišljali, da bi prišli iz Hrvaške v Slovenijo. Ampak jaz sem bila vztrajna, tako kot si rekla, evo, pogumna in nisem dopustila 1 leto pa pol in potem pa na koncu, ko je bilo že 1 leto pa pol mimo, so rekli, ja, ne vemo, pa sem pa jaz znorela, sem rekla, zdaj pa jaz pridem v Peking in hočem govoriti s lastnikom podjetja, ker jaz sem 1 leto in pol zapravila zdaj in svoj denar in vse in zdaj pa konc. No, in potem sem pa uspela. Pa so mi pa napisali, tam ena Tanja iz Slovenije is jumping up and down in je zelo jezna, ampak evo, zelena luč. No, in potem sem šla na izobraževanje v London in potem se je začelo, tudi sama sem certifikacijo delala 12 proizvodov in potem sem lahko nadaljevala uradno v Sloveniji.